Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani starši, prisrčen pozdrav v imenu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Vas prav lepo pozdravljam v imenu direktorja magistra Gregorja Mohorčiča. Nalogo, ki sem dal, da vam predstavim delo na področju vzgoje in izobraževanja otrok z avtističnimi motnjami. Zavod Republike Slovenije za šolstvo je leta 2009 pripravil smernice za delo v predšolskih oddelkih za otroke z motnjami avtističnega spektra, takrat je bilo to še nas, s katerimi se je strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 129. seji seznanil z vsebino omenjenih smernic. Tudi zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je opredelil v novem zakonu, v 2. členu zakona, tudi otroke z avtističnimi motnjami. V šolskem letu 2011-2012 je bila na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport oblikovana delovna skupina, ki je pripravila izhodišča za pripravo strokovnih podlag za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela z otroki z avtističnimi motnjami. V šolskem letu 2012-2013 je bila ta naloga dokončne izdelave strokovnih podlag za delo z otroki z avtističnimi motnjami predana Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Junija 2013 so avtori in konzulenti, ki imajo znanja in vedenja o avtističnih motnjah, saj so ta znanja pridobili v tujini, Avstriji, Nemčiji, Angliji, Škotski, Hrvaški, Italiji, pripravili te strokovne podlage za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela za otroci z motnjo avtističnega spektra v osnovni šoli. Strokovne podlage imajo kar 6 sklopov. V prvem uvodnem delu nas seznanijo z značilnostmi in simptomi same motnje s potekom učenja otrok z avtističnimi motnjami, ker se otroci z avtističnimi motnjami izobražujejo v vseh programih vzgoje in izobraževanja, omenjeni dokument zajema vse osnovnošolske programe vzgoje in izobraževanja. Dokument je tako prvi dokument na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja otrok z avtističnimi motnjami, ki bo namenjen delu s to skupino otrok s posebnimi potrebami. Seveda pa bo potrebno v nadaljevanju dokument nadgrajevati z nadaljnjim spremljanjem uspešnosti izvajanja vzgoje in izobraževanja otrok z avtistično motnjo. V drugem delu so izhodišča strokovnih podlag. Navedeni vsi vzgojno-izobraževalni programi v osnovni šoli v Sloveniji. Sledi analiza stanja pri izvajanju programa vzgojno-izobraževanja v osnovni šoli pri otrocih z avtistično motnjo. V tretjem delu so opisane značilnosti otrok z avtistično motnjo, posebnost, zgodna diagnoza, sistematična obravnava in ustrezni vzgojno-izobraževalni programi. Primarni cilj vseh aktivnosti mora biti vedno učenje veščin, spretnosti, znanj za čim bolj samostojno življenje. Opisane so motnje pozornosti, primanjkljaji v izvršilnih funkcijah, šibka centralna koherenca, teorija uma, posebnost v senzorični integraciji, kognitivne sposobnosti, vizualno mišljenje. V nadaljevanju je zapisana triada primanjkljajev, kot so komunikacija, socialna integracija in ponavljajoči se in stereotipni vzorci vedenja, zanimanja in aktivnosti. Sledijo druge značilnosti otrok z avtističnimi motnjami, kot so vedenjske težave, čustvovanje in motivacija za učenje. V zaključnem delu tretjega dela so opisane pridružene motnje, kot so duševne motnje, motnje v govoru, jeziku in komunikaciji, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, motnje koncentracije in gibanja. Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, motnja pozornosti, epilepsija, efektivne motnje. Druge oblike čustvenih in vedenjskih motenj lahko pa se pojavijo tudi psihoze in psihotične epizode. V četrtem delu so opisane oblike, metode in pa pristopi dela pri otrocih z avtistično motnjo.
Vključuje modifikacijo vedenja, ABA metodo, za katero so značilne specifične učne strategije. Opisani so obširnejši pristopi oziroma programi in specifični pristopi. V 5. delu je opisano delo z otroki z avtistično motnjo v posameznih programih vzgojnih izobraževanja v osnovni šoli. Zapisana so splošna načela prilagajanja, podpora in pomoč otrokom z avtistično motnjo, kot so prilagoditve prostora, organizacije časa, oprema in pa didaktični pripomočki, poučevanje in učenje, preverjanje in ocenjevanje znanja, specialno-pedagoške dejavnosti, kot so učenje komunikacije, čustveno opismenjevanje, razvijanje socialnih veščin, spolnost in pa spolna vzgoja. V nadaljevanju so zapisani strokovni delavci, ki delajo z otrokom. Učitelj, izvajalci dodatne strokovne pomoči, svetovalni delavec, ravnatelj in pa zunanji strokovni sodelavci. Zaključuje pa se s poglavjem sodelovanja s starši in s pripravo individualiziranega programa za otroke z avtistično motnjo. V 6. delu pa se strokovne podlage zaključujejo z vizijo in pa predlogi za sistemsko ureditev na področju vzgoje in izobraževanja za otroke z avtistično motnjo, tako pri usmerjanju, normativi, izobraževanje, usposabljanje strokovnih delavcev in pa mreža vloga strokovnih centrov. Trenutno Zavod Republike Slovenije pripravlja naslednje programe vzgoje in izobraževanja. Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke z avtistično motnjo. Navodila za prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtistično motnjo. Tukaj bodo dodane vse specialno-pedagoške dejavnosti, ki jih moramo imeti, če želimo, da bo tak otrok uspešen v vzgoji in izobraževanju. Navodilo za izvajanje prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom za otroke z avtistično motnjo, navodilo za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke z avtistično motnjo. Ko bomo to pač nekje realizirali, bomo pristopili k pripravi navodil za delo v domovih za učence s posebnimi potrebami za otroke z avtistično motnjo in pa navodilo za delo v vzgojnih zavodih za otroke in mladostnike, ki imajo avtistično motnjo. Zavod Republike Slovenije sodeluje s Centrom za avtizem pri pripravi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v osnovni šoli, ki vključujejo otroke z avtistično motnjo. Sodelujemo pa tudi s Centrom za sluh in govor v Mariboru in pa Zavodom za gluhe in naglušne v Ljubljani pri pripravi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, bodisi v vrtcu in osnovni šoli, ki vključujejo otroke z avtistično motnjo. Moram reči, da je ta zadnja dva bila zelo obiskan seminar, tako da je bil v vsaki skupini po 50 strokovnih delavcev. Zavod Republike Slovenije sodeluje s starši in strokovnimi delavci v primeru, če se direktno obrnejo na Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izvaja tudi svetovalne storitve na željo vzgojno-izobraževalne ustanove. Srečuje se tudi z izvedeniškimi mnenji, ki jih zahteva Republiški inšpektorat za šolstvo. Moram reči, da je vedno več teh izvedeniških mnenj. Sodelujemo pa tudi s Cirius Vipava in pa s društvom Sožitje v Ljubljani. Hvala lepa za pozornost in še veliko uspeha pri delu s to populacijo otrok.